Ja, lepo pozdravljeni v imenu Evropske komisije in v hiši Evropske unije, vsi tukaj danes zbrani. Zbrali smo se zato, ker nasprotniki demokracije pravzaprav izkoristijo vsako priložnost, da skalijo vodo in potem med nami, uporabniki informacij, lovijo na način, da nam prodajo stvari, ki pač niso resnične. Mi pa te informacije zelo težko prepoznamo, ker so seveda danes tehnologije vedno bolj napredne. Zato smo v Evropski komisiji sicer že leta 2015, ko tehnologija še ni bila tako napredna, začeli s prvimi koraki za boj proti tem dezinformacijam. To je bila v bistvu neka delovna skupina, task force, najprej za vzhod, to se pravi za boj proti vsem konstruktom, ki jih je takrat in jih žal še konstruirala Rusija. Potem pa smo ta orodja nadgrajevali še vse naprej do danes, prav v bistvu z namenom, da vas državljane oziroma vse državljane opolnomočimo, da boste prepoznavali lažje te dezinformacije in pa seveda, da bomo zaščitili ta naš demokratični informacijski prostor, kar se vedno znova pri vsakih volitvah pokaže kot izjemno pomembno. Pri tem našem delu se zelo osredotočamo zlasti na splet, ker vemo, da na spletu zadeve letijo zelo hitro, ljudje nismo pogosto kritični, pozorni, povzroči se pa kar precej škode, zato ker je te informacije potem praktično nemogoče izbrisati. Tako da decembra 2018 smo sprejeli nek tak prvi akcijski načrt za boj proti dezinformacijam, kjer so že smernice za kodeks ravnanja glede dezinformacij in danes smo veseli, da je podpisnikov že več kot 40, med njimi tudi Google, Meta in TikTok. Mogoče največjo prelomnico je pa predstavljal nedavno uveljavni akt o digitalnih storitvah, ki med drugim, tukaj je mogoče majčkeno zanimiva opazka, ne dovoljuje več služenja denarja z dezinformacijami, ker to pravzaprav tudi je en zelo velik prihodek. Je pa sicer glavni cilj tega akta preprečevanje nezakonitih in škodljivih dejavnosti na spletu in seveda širjenja dezinformacij. Zavezujoč je pa tako za spletne platforme, celoten oglaševalski ekosistem, kot tudi za mrežo preverjevalcev dejstev. Zdaj, glede tega, te preverjevalci dejstev so danes v bistvu, želimo si, upamo, vpleteni v vse ekosisteme, in so v bistvu neke celotne te medijske vrednostne verige, kar je seveda zelo pomembno, glede na vse krize, ki nas v zadnjih letih pretresamo. Vsi se spomnimo dezinformacij v času covida, potem vojna v Ukrajini, zdaj konflikt na Bližnjem vzhodu in seveda vse posledične krize. Pa če za konec samo še omenim, da smo ravno objavili razpis za te preverjevalce dejstev. Rok za prijavo je do 15. decembra in upamo, da bojo projekti, ki bojo nastali, pomagali že pri celotni kampanji, to se pravi v času volilne kampanje v Evropski parlament. Predvsem si pa želim, da tale razprava danes naleti na čim več ušes. Vsem razpravljavcem želim uspešno ubijanje mitov in pa seveda vsej publiki toplo priporočam, da postavljate vprašanja, ste radovedni in predvsem, da postanete kritični uporabniki informacij. Izvolite. Hvala lepa. Nataša Goršek Mencin, namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Spoštovani in spoštovane, dober dan tudi v imenu obeh, ki bova vas vodila čez to razpravo. Moje ime je Nataša Briški. In moje ime je Aljaž Pengal-Bitenc. O temah današnje razprave smo nekaj že slišali, ampak zato, da bomo odkljukali tudi to kljukico, naj še enkrat formalno povemo, da smo se danes tu zbrali zato, da bom pravilno povedal, govorili o boju proti dezinformacijam, velikih platformah, padcu zaupanja v medije, o tem bomo verjetno veliko povedali, in pa seveda vplivu umetne inteligence, te porajajoče se nove tehnologije, ki grozi in obeta hkrati, in seveda o ukrepih, ki jih Evropska unija in njene inštitucije pripravljajo, so jih že uvedle in jih še morda tudi načrtujejo. Kot rečeno, moje ime je Aljaž Pengal-Bitenc, njeno ime je Nataša Briški. Nataša, kdo je z nami?
Z nami je zelo eminenten seznam slovenskih novinarjev in novinark. Zakaj smo šli tako visoko in na tako pomembne položaje? Zaradi tega, ker pač živimo v času, ko informacije zelo hitro krožijo in je težko razbrati, kaj je res in kaj ni, kaj so zavajajoče informacije. In z ljudmi, ki delajo v medijih na dnevni bazi, na teh področjih, želimo ne samo seveda identificirati izzive, ampak tudi mogoče, kaj so strategije, ki delujejo. Tako da z nami vodja Društva novinarjev Slovenije, uradno predsednik, direktor, kakšen je naziv? Predsednik Društva novinarjev Slovenije, Gašper Andrinek, on je sicer tudi novinar Vala 202, potem Barbara Štrukelj, namestnica vodje odgovornega urednika STA. Anuška Delić je ustanoviteljica in odgovorna urednica Oštra, sicer tudi regionalna urednica OCCRP, in pa z nami tudi Matjaž Trošt, on je pa VD urednika informativnega programa Radia Slovenija, sicer pa tudi nekdanji dopisnik RTV iz Bruslja. Dober dan vsem. Hkrati moramo pozdraviti tudi naše posebne goste. V vlogi aktivnega poslušalca danes posebej pozdravljam profesora dr. Verliča, dober dan, in pa seveda, profesora dr. Verčiča, in pa seveda tudi gospoda dr. Milosavljevića zraven. Še posebej v veliko čast in veselje pa mi je, da je dvorana tukaj polna, da imamo tukaj starejše in mlado, obeh spolov, ljudje vseh spolov, ljudje, ki upam, da boste v današnje razprave odnesli vsaj toliko, kolikor si od te razprave obetamo mi danes. Dobrodošli vsi še enkrat, veselimo se vaših vprašanj. Ja, in hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili preko spleta. Prenos namreč lahko gledate na Facebook strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in preko STA v živo. Se pravi, Aljaž je omenil 4 glavne teme, imamo tokrat za pogovor. Prav ure in ure nimamo na voljo, bomo pa skušali čim več povedati, kar se da v tem času in pustiti dovolj prostora tudi za vaše vprašanja. Recimo, če začnemo, spoštovani gostje, z vprašanjem dezinformacij v medijih. Začnemo, takoj pri Društvu novinarjev Slovenije. Koliko velik problem, ko debatirate med sabo, se vam to zdi in kaj delate, da bi tisti, ki delajo v medijih, bili dobro opremljeni za spopad s tem? Vem, da se bomo otikali, poznamo se dalj časa, sam toliko vašo informacijo, vem, da si šele pred kratkim prevzel društvo, ampak vseeno vem, da si tudi aktiven že leta z njimi. Ja, zdravo še enkrat vsem. To je težko vprašanje na nek način, zato ker ves čas in to je tudi vse prisotna debata. Če začnem morda, mogoče še, pa to naj ne zveni kot oglaševanje, ampak morda s festivalom Naprej Forward, ki ga organiziramo vsako leto in ravno kar poteka tudi vzporedno. Danes popoldan se bomo pogovarjali o izzivih umetne inteligence, izobraževanja neprestanoma za novinarje in novinarke in vse, ki delajo v novinarstvu, so zelo, zelo pomembna. Potem poudarjanje, kako zelo pomembna tema oziroma kako zelo pomembno je slediti kodeksu, ki se mi zdi, da je neka naša svetinja, ki bi jo morali... Kodeks določa kaj? Kodeks določa, etični kodeks določa pravila, kako delovati kot novinar, pravzaprav. Pač kodeks je naša ustava, če temu tako rečem. Pač nekaj, čemur bi morali vsi slediti neprestanoma in to je tisto, kar vedno znova tudi poudarjamo, kako zelo pomembno je to. Dezinformacije, mislim, tega smo se začeli, to smo se pogovarjali, to ni nova tema, konec koncev, ne. Že zdaj nekaj časa pereča, morda je postala
se verjetno vsi vemo z vzponom Trumpa in tako naprej, ampak dezinformacije so bile verjetno tukaj, odkar obstaja novinarstvo, ne? Odkar obstaja novinarstvo, so tudi različni pritiski na novinarstvo, da naj poroča v takšni meri, kot si morda kdo drug želi, in na ta način so se tudi pojavljale dezinformacije. Kot sem že rekel, izobraževanja, različne delavnice, ves čas poskušamo nekako tudi debatirati z našimi člani, kot tudi širše z javnostjo, na kak način se temu zoperstavljati, kaj naj rečem, preverjati vire, ne? To je tisto nekaj osnovnega, kaj bi si želeli od vseh, ki spremljajo medije, ne? Najprej gremo naprej, sam to še dodam, da to razpravo organizira, se pravi, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju prav s tem novinarskim festivalom Naprej Forward, ki se je začel v sredo in se bo danes končal, ampak bomo o tem še več kasneje. Barbara Štrukelj, verjetno ne bom lagal ali pretiraval, če rečem, da je Slovenska tiskovna agencija temeljni kamen slovenskega medijskega prostora. Brez vas bi bile spletne strani slovenskih medijev, zdaj je to dobro ali slabo, je druga debata, bi bile dosti bolj prazne, kot so. Na nek način je zato vaša, saj imate vsi štirje in vsi, ki delamo v medijih, imamo odgovornost, ampak vaša odgovornost je še toliko večja, toliko več od vas pričakujemo. In hkrati ste šli v zadnjem letu, morda dveh, skozi neko mlinsko, ne vem, skozi en mlin, smo nekako zelo veseli, da ste prišli bolj ali manj celi ven na drugem koncu. Koliko energije, resursov, volje, želje imate pri vas v vodstvu STA in v ekipi, da se sploh ukvarjate z dezinformacijami kot neko inherentno grožnjo našemu poklicu? Ja, tudi z moje strani lep pozdrav vsem udeležencem in tudi mojim kolegom v panelu. Slovenska tiskovna agencija je dejansko ponudnik informacij praktično za vse medije v Sloveniji, tako lokalne, predvsem pa tudi nacionalne, in še več zaradi servisa v angleškem jeziku je tudi, bom rekla, vrata ali pa okno v svet za tujino, se pravi za tuje govoreče javnosti. Zdaj, dejavnost tiskovnih agencij je specifična tudi zato, ker informacije dejansko zagrabimo prav pri samem viru. Se pravi, trudimo se na vse možne načine, da se dejansko ukvarjamo s primarnimi viri, torej da res gremo na tiskovne konference, na izjave in na vse to in čim manj delamo s sekundarnimi viri. Poleg tega dejavnost tiskovnih agencij zelo recimo strogo in dosledno določajo pravila, se pravi standard agencijskega poročanja, ki ga imamo tudi na STA in se ga seveda držimo. To velja za vse, za novinarje, za fotografe, za snemalce, skratka. Osnovna poanta tega pa je, da agencije vedno poročamo in temeljimo pri svojem poročanju na virih. Torej, nismo mnenjski mediji, ampak smo mediji, ki temelji na dejstvih, na faktih, na preverljivih informacijah in na sledljivih virih. In to agencije ravno v tem boju proti dezinformacijam še dodatno zavezuje. Torej, mi po eni strani seveda to skušamo dosledno upoštevati v našem servisu in če se že zgodi napaka, jo tudi transparentno popravimo. Poleg tega pa smo razvili oziroma gradimo projekt NE-ja oziroma NEJA, kot ji rečemo, in tudi njen logo je logo navihane deklice, ki smo ga zagnali leta 2019, tik pred evropskimi volitvami s pomočjo ravno evropskega projekta in že takrat s ciljem, da se skozi ta projekt borimo proti zavajajočim informacijam, da razbijamo mite, se pravi osveščamo javnost o nekaterih recimo morda malce prikrojenih javnih dejstvih in tako naprej. In to zagotovo je en podporni produkt agencijskemu novinarstvu, ki so ga prepoznali tudi na evropski ravni in STA je tudi od lanskega leta članica Evropskega novinarskega središča
v katerem so združeno praktično vse evropske tiskovne agencije in eden od segmentov vsebin v okviru te platforme je tudi ravno boj proti dezinformacijam. Anuška Delić, z Gašparjem smo ugotavljali že, da seveda dezinformacije pa širjenje manipulacije ali pa manipulacije z informacije niso nič novega. Kar je mogoče novo v zadnjih 10+ letih je, da so z družbenimi omrežji te dobile turbo pogon. To smo videli na primeru covida, na primeru vojne v Ukrajini in zdaj izraelsko-palestinski spopad. Core biznis vašega projekta so preverjene dezinformacije. Vi mislim, da parkrat na teden celo imate objave, se pravi, več kaj dezinformacij boljš za vas. Ja, pod pogojem, da imamo tudi neomejeno financiranje pa neomejene človeške vire, kar se pač ne more zgoditi. Povej malo izzive, s katerimi se soočate. Mogoče, hvala tudi še z moje strani, da ste me povabili sem, pa mogoče sam en stavek o tem, iz kje prihajam, glede na to, da smo mali portalček, pa morda vsi še zanj niste slišali. Torej, jaz sem pred dobrimi 5 leti ustanovila Center za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji z imenom Oštro in naše vsebine objavljamo na portalu oštro.si. Eden od naših core biznisov je res tudi preverjanje dejstev. In trenutno objavljamo približno 3, včasih 4 tako imenovane razkrinke na teden. Rečemo jim razkrinki, zato ker se našemu projektu reče razkrinkavanje.si. In ja, res je, dezinformacije niso od včeraj, ampak žal je tako, da so se nekoč pojavljale zlasti v tabloidnih medijih. Danes pa smo v situaciji, kjer je nedavno ena influencerka rekla, da so zdaj menda tabloidni mediji bolj prijazni in normalni kot mainstream mediji. Kar povej, kdo je to rekel. Ni treba. V glavnem, ampak tukaj je zrno resnice, nažalost. Neprofesionalne prakse so se zažrle v recimo temu osrednje medije, tudi manj osrednje. In vse skupaj s porastom dezinformacij, z znižanjem profesionalnih standardov v novinarstvu pravzaprav prispeva k dezinformiranju slovenske javnosti in tudi drugih javnosti, ker ta pojav ni značilen samo za Slovenijo. Tako da dezinformacije so velik problem, zato ker na eni strani omejujejo vaše kot predstavnike javnosti sposobnosti, da se pravilno in ustrezno odločate vsak dan. Na drugi strani so problem za novinarstvo samo, zaradi tega, ker, kot rečeno, znižajo že tako nizko zaupanje v medije in v novinarstvo in nekako mečejo senco na vse novinarje, na vse novinarstvo, ne glede na to, ali je prispevek, članek, posnetek, pogovor napravljen profesionalno ali ne. Kar naenkrat smo vsi slabi, pokvarjeni in tako naprej. In to vse je posledica tudi dezinformacij. Še več, dezinformacije so danes postale, no, že prej so bile, ampak na manj očiten način orodje političnega boja. In zato so toliko večji problem. Recimo ta trenutek oziroma zadnje tedne, recimo, ne vem, če ste opazili, mi opažamo eno dezinformacijsko kampanjo, ki je že v teku, to je, da se poskuša Slovenijo in tudi Ljubljano zlasti kot prestolnico risati kot zelo nevarno. To je po naši oceni pravzaprav ena taka live dezinformacijska kampanja, ki poteka v interesu točno določenih skupin. In ko se pogovarjamo o dezinformacijah, se po moje premalo pogovarjamo prav o tem torej življenjskem ciklu recimo dezinformacij in veliko premalo o tem, kako se financirajo. Vsi imajo seveda neke oglase, mi smo jih na Oštru nedavno v preiskovalni zgodbi o oglaševanju, digitalnem oglaševanju na dezinformacijskih portalih tudi pogledali to financiranje in lahko rečem zlasti to, da ta denar, ki ga dobijo od digitalnega oglaševanja, zagotovo ne zadostuje za njihovo produkcijo dezinformacij.
Tako da to so recimo stvari, o katerih se bi morali pogovarjati, pa se pa je mal. Zdaj to, da mi objavljamo razkrinke vsak teden, je super, nekdo pač mora, ampak to še zdaleč ni dovolj, zaradi tega, ker pač takrat, ko mi to naredimo v skladu z vsemi standardi in mi imamo zelo visoke in zelo rigorozen postopek notranjega preverjanja vseh vsebin, ki grejo ven, pač malo dlje traja, ampak tudi, če bi to naredili v enem dnevu, je dezinformacija že zunaj. Zato je to eden naših v bistvu ključnih problemov, da smo tako, ko je en Sizif, pač porivamo kroglo, ampak vedno nam pade na glavo. Matjaž Trošt, RTV Slovenija je z nami predvsem v vlogi nekdanjega dopisnika iz Bruslja, ne tudi, ampak recimo, ne, da imaš poseben vpogled v to, ampak preden na tebi besedo, drage in cenjeni, koliko od vas je slišalo ali morda celo misli, da je Evropska unija predpisala krivuljo banan? Da ste slišali, kumarce, neki so bile kumare, ampak pa z banana so bile tudi v igri. Skratka, koliko od vas, no ne da verjamete, ampak koliko od vas je slišalo, da je Evropska unija predpisala? Ena roka, dve roki, tri, evo, skratka, no. Seveda vemo, da to ni res. Ne? Ampak človek, ki si je zmislil to zgodbo, je postal britanski premier, med drugim. Bil je pa dopisnik iz Bruslja za enega od britanskih tabloidov. No in zdaj, Matjaž Trošt. Ja, jaz nisem bil dopisnik za tabloid. Kakšno leglo dezinformacij je Bruselj? Ja, pa potem naj pridem še kdaj v hišo EU. Ja, ne, siguren je pač podobno, kot smo že nekako ugotavljali v prejšnji panelisti, ne, vedno obstaja nek interes, da prodaš svojo zgodbo. Ne. Tam v Bruslju je teh prodajalcev megle, kislih kumaric, zakrivljenih kumaric in podobno še toliko več, ne, ker se tam odloča o marsičem, kar vas bo slej ko prej, bomo rekli, udarilo ali pa da vam bo kakšna velika skala padla, ne, na nogo ali pa na glavo. Zdaj, večino tega dela, ko se pravi teh stikov z lobisti, ki so nekako mogoče najbolj izpostavljeni v teh zgodbah, je nekako zavedenih. Ne. Težava je, ker v teh razmerah, kot so zdaj, ne, mi nimamo samo teh formalnih stikov, ne. Mi imamo zdaj veliko teh neformalnih stikov. Ljudi, ki se dejansko mogoče sploh ne pojavijo v Bruslju, ampak se pač pojavi njihova spletna stran, njihov profil na TikToku, na Instagramu, in tam se danes dogajajo te dezinformacije in pa te zgodbice, ki potem, kot je Anuška izpostavila, ne, nastanejo mogoče res 5 let nazaj, ampak potem se gradijo in nekako nastane nek učinek snežne kepe. Ne. Zdaj, v bistvu mi potem to zaznamo šele, ko dejansko ta dezinformacija že postane neko dejstvo, ne. Pač dejstvo v navednicah. Ne. Mi imamo, jaz temu rečem, ne, da imamo težave teh malih klubov pri košarki. Ne. Recimo veliki klubi pri nogometu ali pa pri košarki dajo veliko denarja za to, da imajo močen napad. Ne. In podobno je v teh zgodbah. Ne. Dezinformacije so zelo močne in potem ti potrebuješ z manj denarja, neko zelo ustrezno prilagodljivo obrambo, da ti prepoznaš v bistvu najprej dezinformacijo in da se potem prilagodiš temu delu. Ne. In vedno znova nas v bistvu ujame tako kot dar sneg, malce nepripravljen. Se pravi, načini, ki so zelo inovativni. Ne. Sej, najbolj smešno je, ko včasih so hodili od hiše do hiše pa prodajali nekaj, kar si lahko v trgovini kupil za približno 30 evrov cenej. Ne. Zdaj se to dogaja na spletu in to pod tako hitrostjo in tako sofisticirano ali pa v končni fazi tako preprosto, da mi to sploh ne prepoznamo. Ne. In mi dejansko, Bruselj je en tak poligon, kjer je tega želje, da ti bo nekdo prodal zgodbo, ogromno. Ne. Mi smo takrat v tistem obdobju, ko sem bil jaz dopisnik, je Slovenija imela recimo finančne težave. Ne. Oziroma, se veste, takrat je bila premierka Alenka Bratušek, ki je rekla, da rabimo malo več časa in ne denar. Ne. Ampak
preden je ona to povedala, ne, je trajalo kar nekaj časa in vmes smo mi že razlagali dotičnim ljudem, ki so potem lahko govorili z njo, da mi lahko v vsakem trenutku najdemo 5 ali pa 6 ljudi, ki bojo rekli, da Slovenija rabi denar in ne časa. Se pravi, da mora biti sporočilo, ki ga da takrat premijerka, pravočasno. Ne. Se pravi, da preden ta dezinformacija ali pa pač informacija, ker ti zelo težko oceniš, ne, stanje, kot je, če v nekem trenutku pa v parih urah. Ne. To so stvari, ki terjajo kar nekaj časa, sploh kadar se pogovarjamo o finančnih težavah države. In v bistvu preden je prišlo do tega, da se je slovenska vlada takrat odzvala, kakorkoli se pač je, ne, o tem, kako se je, bi mogoče lahko profesor Verčič več povedal, ne, a je to bil pravi način ali ne, a so to načini, da greš in govoriš v tujem jeziku, medtem ko si se pravi v nekem podrejenem položaju, pravi pristop. To je seveda vprašanje za vse naše politike, ne. Ampak ok, pustimo. No, če zdaj malo skrajšam. To, kar se nam pa zdaj dogaja, je to, ne, mi v Sloveniji relativno lahko še prepoznamo dezinformacije, ne. Zelo težko jih pa za tujino. Zaradi tega, ker tukaj v Sloveniji vendarle imamo neko mrežo ljudi, novinarjev, virov, ki jih lahko preverimo. Medtem ko drugje smo pa mogoče, mislim, imamo pa težave, ne? In tako zdaj, ko mi recimo zmanjšujemo dopisniške mreže, ko ne dajemo več denarja za to, da ljudje, da časniki, kot so Delo in podobni, nimajo dopisnikov, v bistvu zgubljamo nek nadzor, no? Na nek način. Ne? Se pravi, kot rečeno, postajamo vedno slabšo obrambo, no? Ekipa z vedno slabšo obrambo. Sem uvodoma omenila, da te športne reference, Matjaž je seveda zelo opažam na družbenih omrežjih aktiven pri komentiranju športnih dogodkov, tako da hvala za te športne reference. Se pravi, na začetku sem omenila glede dezinformacij in da so dobile pospešek z družbenimi omrežji, ne? Evropska komisija je zaradi širjenja sploh na X-u, bivšem Twitterju, širjenja dezinformacij začasno suspendirala oglaševanje na tej platformi, pozivajo ustanovitelja oziroma lastnika X-a, da naj vendar nekaj naredijo v tem kontekstu. Elon Musk pa zaradi nasprotovanja aktov o digitalnih storitvah grozi celo, da bo odpeljal X iz EU oziroma da ne bo dovoljen na terenu EU. Zdaj pa moje vprašanje, malo bo iztočnica mogoče za vse vas. Gašper, ti si namignil, da imaš še eno dezinformacijsko zgodbo. Zdaj pa 10 let nazaj vem, da smo govorili in delali delavnice še vedno, zakaj je fajn iti na družbena omrežja. A je to nekaj, kar se tudi v društvu novinarjev, kaj vprašate, mogoče, da pa kakšne stvari niso več fajn? Da je za razmisliti? Definitivno je za razmisliti, če še sploh biti na X oziroma Twitterju prej. Zdaj sem ga dala kot primer, tudi Facebook ima probleme. Mislim, ampak ja, verjetno s tem pospeškom in zdaj, če tako osebno gledam, če želi Elon Musk oditi iz Evropske unije in vzeti X seboj, pa ga naj kar vzame, ne? Mislim, ja, ampak še nekaj bi mogoče rad izpostavil, predvsem konec koncev tudi v povezavi z družbenimi omrežji. In sicer dogaja se, ne, da to, kar so povedali kolegi pa kolegice prej, da so tisti, ki širijo dezinformacije, veliko boljši komunikatorji kot tisti, ki želijo preverjati. In poleg tega pa se dogaja, da živimo itak v svetu, kjer ves čas, v vsakem trenutku dobivamo ogromno najrazličnejših informacij sploh. Naj bodo to dezinformacije, naj bodo to, ne vem, informacije, dražljaji, nekdo nam všečka nekaj, nekdo, to je non-stop, smo bombardirani z različnimi dražljaji. In potem, če obstajajo ob vsem tem še dezinformacije, ki jih je res ogromno in jih je težko preveriti, potem se začne dogajati, da morda se ljudje ujamejo v neko past, ko pa začnejo dvomiti kar povprek in ničemur več ne verjamejo. In to je, se mi zdi, da ena izmed večjih nevarnosti, pred katero se soočamo.
Bi pa mogoče res izpostavil samo eno kratko zgodbo. Pred kratkim, ko sem bil v Litvi in sem delal predvsem temu, kako se Litva sooča z grožnjo iz Rusije, takrat, ko je nastopila tudi ukrajinsko-ruski konflikt. V Litvi obstaja skupina na Facebooku, ki se imenuje Litovski palčki oziroma Litovski vilinci. In sicer oni so se vzpostavili že v času 2014, ko so Rusi zavzeli Krim in tako naprej. In ker so začeli opažati, da se na litovskem Facebooku odpirajo neke Facebook skupine, kot so, ne vem, Zaščitimo litovskega volka. Čist povsem nedolžne stvari. In potem s časoma ugotovili, ko je pa recimo nastopil COVID, da so te skupine začele širiti anticepilno propagando, dezinformacije, vse poprek. In seveda so potem ugotovili, en zanesenjak obstaja, ki ves čas sledi in primerja vse te profile, je ugotovil, da za tem stojijo farme ruskih trolov. Ne? In teh skupin je bilo ogromno, najrazličnejše, od naravovarstvenih do, ne vem, hrana, nekaj. No in potem so se res v covidnih časih vzpostavila neka mreža teh zanesenjakov, da tako rečem, ljudi, ki jih skrbi za preverjanje informacij, ne novinarjev, ne? Ki so se dejansko borili s temi troli na pač v litovskem Facebooku, na teh omrežjih in ves čas preverjali vsak komentar, vsako objavo, navajali resnične podatke, pripenjali uradne vire, primarne vire. In to so delali v prostem času, popoldan, ko so prišli službe, ali pa, ne vem, vmes med malico, ko so se štempljali. Recimo... En tak fact check Wikipedia projekt, ka Wikipedia... Ja, recimo, ne, recimo. Zdaj, a je to tudi vloga družbe kot take, da na nek način preverja tisto, kar prebere vse posod? Po eni strani tudi odgovornost teh velikih platform, da kaj naredijo. Seveda, ne, po eni strani je to, po drugi strani pa seveda tu še vseeno, mislim, da ne moremo novinarji in mediji kar tako se oprati neke krivde in odgovornosti. Glejte, preberite kaj, mislim, pač vi preverite. Ne, še vedno se mi zdi, da je primarno pa je ta odgovornost na naši strani. Barbara, pojav novih družbenih medijev je novinarstvo tako rekoč postavilo na glavo, ga je nepripravljenega. Ne? Nekaj časa smo bili vsi navdušeni. Ni bilo članka, no, razen na STA-ju se mi zdi, ki bi ne bi vključeval slikce ali pa ugrajenega tvita, Facebook objave, Instagram. Sploh če bi bil predsednikov Instagram, so se zelo radi to noter dajali. Ampak to, kar je Gašper rekel, ne? V končni fazi se zdi, da pa, ko smo se zavedali tega problema dezinformacij in češ, da, glej, ne, lažejo nas, kot se reče, ne, menda Mularija reče, res to reče, se reče lažejo nas, ali lažejo nam? No, redo, no, mogoče sem pa jaz prestar. Ja, lej, tako, skratka, kako je lahko, a smo slovenski, ste veliki slovenski mediji, vplivni slovenski mediji na točki, ko lahko rečete, da je vaš protidezinformacijski program institucionaliziran, da imate orodja, veste kaj priti, ali je to še vedno stvar zanesenjakov, ker ima, ne vem, mlajši dežurni v zunanji danes nima dela, bo pa gledal, kaj je res in kaj ne. Tako da, mogoče, ker omenjali si Nejo, omenjali si druge stvari, mogoče Mičken poveš, kako to pri vas poteka tako praktično. Ja, to je vprašanje, ki ga je mogoče tudi Anuška že naslovila, ne? Če bi imeli dovolj financ in kadra in vsega. Ne? Mislim, jaz lahko govorim za STA. Mi se pač zavedamo, da je to velik problem in da tudi v prihajajočih mesecih, letih bo zagotovo verjetno samo še večji. Ne?
Zdaj, v okviru razpoložljivih ekip, sil, denarja in vsega, to na STA-ju vedno višje postavljamo na agendo, tudi novinarskih veščin. Tako da poleg agencijskega kodeksa, za katerega sem že omenila, da ima zlata pravila, torej preverjanje virov, skrb za sledljivost, potem navajanje virov, dejstva in tako naprej. V bistvu smo začeli s kar veliko dinamiko ozaveščati novinarje tudi o potrebnih veščinah in znanjih, ki jih morajo imeti za to, da ne niti kot mediji, niti oni kot novinari seveda ne nasedajo tem dezinformacijam. Zdaj, imeli smo kar več izobraževanj, seveda pa kot agencija tudi ne premoremo dostopa tudi do vseh orodij in tehnologij, ki so na voljo, tako da skušamo to pridobivati tudi v raznih partnerstvih. In tukaj nam to Evropsko novinarsko središče zelo pomaga oziroma nam nudi določene izobraževalne programe, ki se jih skušamo v čim večji meri udeležiti. Seveda je to večinoma online, zato ker pač ne moramo pošiljati v Bruselj non-stop naših ljudi. Je pa tako, da na področju samega tekstovnega razkrivanja zavajajočih informacij se mi zdi, da smo recimo kot novinarji, ki že pri svojem primarnem delu moramo biti, pač recimo deloma nezaupljivi do tega, kar slišimo, smo recimo relativno opolnomočeni. Kar se pa tiče ostalih, bolj bom rekla prefinjenih tehnologij, s tem mislim predvsem na potvorbe na video in na audio segmentu, tukaj pa so res potrebna specifična znanja in tukaj na tem nas čaka še veliko dela. Mislim, da ne samo STA, ampak tudi ostale medije. Tako kot je Aljaž že omenil v enem od vprašanj in napovedi, bom šla na konec vrste, namreč da vse dvojno ali pa malo višje standarde apliciramo sploh na RTV, tudi na STA. Matjaž, vprašanje zate. Vrsto let si bil dopisnik v Bruslju. A je prisotnost hiš kot je RTV, Radio Slovenija, na družbenih omrežjih, na X-u še nekaj, kar absolutno je nujno, je potrebno, ne gre drugače? V ZDA smo recimo imeli primer NPR-a, ki se je umaknil zaradi označevanja, ki si ga je X, s katerim so označili njihov medij in tako dalje. Skratka, ali še vztrajati, je še vedno več plusov kot minusov in glede same odgovornosti medijev in novinarjev na družbenih omrežjih me zanima tvoje mnenje. Ker je pač, in pol bomo šli tudi na temo zaupanja v medije, je zaznati, da si včasih kakšni privoščijo objave, ki mogoče ne pritičejo nekomu v javnem mediju. Ja, mi se s tem kar dosti ukvarjamo. Radi bi se sicer še veliko več, da bi imeli kupe denarja in kadrov, ki bi lahko v bistvu skrbeli za to našo spletno prezenco in predvsem za to, kako potem mi izgledamo na spletnih omrežjih in da pač govorimo z enim glasom. Zdaj, a vztrajati ali ne, jaz načeloma mislim, da bežati od tega nima smisla, ker vendarle je to neka naša realnost, ta virtualna spletna omrežja pač tu so. Naša bolečina je, da v bistvu ta TikTok, Instagram, to je bolečina nas po 40, da pač te zadeve niti ne štekamo. In mi si ne moramo privoščiti mladih, ki pa to štekajo in bi to znali delati, ravno zaradi tega, ker pač preprosto nimamo denarja. Zdaj, usmeritev, ki bi jo mi morali definitivno imeti, je to, da osvojimo tudi splet. Zdaj, je pa res, da mislim, jaz se v tem recimo teh 15 letih oziroma pač 14 verjetno, kot sem na Twitterju, zdaj X-u, jaz se spomnim, kako je izgledal ta prvi Twitter. Takrat je bila finančna kriza v Evropski uniji, v državah z evrom. Mi, dopisniki v Bruslju pa novinarji tam, smo si prek Twitterja dejansko nekako delili informacije,
kaj je rekel nek minister, kako je neko stvar zapakiral. Potem smo v bistvu tako, ker ne moreš imeti vseh na pač danes, ja, ne, imate WhatsApp grupe, pa Viber grupe, pa tako naprej. Ampak takrat tega pač preprosto še niti ni bilo v tej meri. Ne? In v bistvu si za nekoga vedel, da to spremlja, takrat, ko je objavil. Ne? In tisti je bilo recimo verodostojno twittersko novinarstvo. Ne? Zdaj, kar je iz tega nastalo, to je pač čist drug svet danes. Ne? Danes se v bistvu moramo vedno vprašati, kdo je to, zakaj to sporoča in sploh preveriti, a sploh kaj sporoča. Ne? Ker tisto, kar se nam je pokazalo med temi COVID pač ukrepi, pa potem dezinformacijami, pa to, je, da marsikdo, ki je pač nasprotoval, ne vem, znanosti, ne, bom kar prijazno rekel, ne, je potem ponujal kakšne druge izdelke, ne, v zameno za to. Ne. Se pravi, je bil recimo temu plačan. Se pravi, mi imamo željo ostati in razširiti našo spletno vidnost. Ne. V bistvu nam gre za to. No. Mi bi nas na prvem programu, ne, mogoče na Valu 202 niti ne, imajo nekako bolj za radio, ki za starejšo populacijo, ne glede na to, da se je pač izrazito spremenila in glasba in struktura in tudi način podajanja informacij. Mi veliko delamo na tem, ne, da skušamo biti sodobni. Ne. Ampak do določenih mladih pač ne pridemo, ne, ker dan današnji FM, pa ta linearno poročanje ali pa radio, kot ga poslušamo mi starejši, ne, tega mladi ne počnejo več. Ne. Tudi televizije ne gledate verjetno na isti način, kot jo mi gledamo. Ne. In v bistvu tukaj imamo mi težavo, ne, ker v bistvu ne moremo priti do mladih, da bi jim dali naše vsebine na platformo, ki jo oni uporabljajo, ne? Ker preprosto nimamo ljudi, nimamo znanja, kako se to dela. Ne? Zdaj, obstaja pa pač druga nevarnost, ki se nam dogaja vsem resnim medijem, ki tega ne zmoremo, ne? In ne moremo, je pa to, da so potem prenašalci novic, v navednicah seveda, ne? Ljudje, ki pač to delajo kar tako, malo amatersko, se pravi, tečem po ulici in dajem vtis, da me nekdo preganja, se pravi, kriza je, v Ljubljani se dogaja ne vem kaj in dajem to lepo na splet. Se pravi, brez preverbe, brez jasne informacije, kaj je sploh bilo, ustvarjam neko paniko. Ne? In to je tisto, kar bi mi radi seveda debunkali, kot se temu reče, ampak v bistvu ne moramo, ne? Ker in tudi ne bomo mogli, če ne bomo na teh platformah. Ne. In tukaj jaz vidim problem umika, ne. Ker dokler je toliko ljudi, kot je, ne, na spletnih družbenih omrežjih, ne, v bistvu moraš biti zraven. Ker drugače, sej ne zato, da bi potem pridobil informacije o tem, ne, ampak da bi mogoče vplival na to, kakšne informacije so tam. Ja, dobri stare časi, ne, ko je bil sneg do nižin, morje po zimi mrzlo in radijski dnevnik ob 7. Ampak, če lahko, ne, radijski dnevnik ob 6:30 ima izrazito boljšo poslušanost kot tisti ob 7. Torej, spremembe so lahko tudi na bolje, očitno. Ne, in seveda, to je dobra istočnica za vprašanje Anuški. Evropske volitve so 7 mesecev in 1 teden stran. Kampanja se v resnici že začela. Kako zelo, ali pa drugače, ali bo možno po tvoji oceni ločiti kampanjo in dezinformacijo? Najbrž ne. Povej več. In če smo že pri temi družbenih omrežij, kako hudo bo? Kako hudo bo za koga zdaj? Za medije, za javnost, za volivce? Deva začeti za medije, ker recimo, da upamo, da končni rezultat tega bo, da bo javnost vendarle informirana in da se bo udeležila evropskih volitev. Ja. Mislim, problem pri dezinformacijah je to, da čeprav se zdi, da so v bistvu ne zdi se, dezinformacijski portali vsaj v Sloveniji so vsekakor bolj pod kontrolo desnice kot levice, vendar pa dezinformacije uporabljata obe strani. Oprosti, ki se prekinja, deva samo definirati. Dezinformacijski portali so portali, ki razširjajo dezinformacije, polinformacije, laži,
prikrajajo fotografije, prikrajajo videoposnetke, vse to že imamo pri nas. Niso tako sofisticirani še, ampak denarja imajo dovolj iz boh vedi katerih virov, tako da pričakujemo lahko še kaj več. Dezinformacije se torej, kot opažamo, ali pa recimo temu, seveda obstajajo nianse v teh, če rečemo dezinformacija, ne, obstajajo nianse glede na to, iz kje prihajajo, ampak definitivno jih uporablja političen spekter bolj ali manj vas, z nekaterimi izjemami morda, ali pa tudi ne. Tudi to ne vem, recimo, ne, a imamo kakšno izjemo, či zares, ampak nisem se toliko poglabljala, to nima veze. V glavnem, zato je ne sam za evropske volitve, mislim, ja, evropske volitve bodo te zelo, zelo pomembne, sploh z vidika ustreznega informiranja volivcev, ampak tudi dejansko vsak dan smo soočeni z dogodki, ki so pomembni in lahko dezinformacije na nje škodljivo vplivajo in tudi ne lahko vplivajo. Zato je seveda med volitvami najbolj pomembno, da imamo najbolj pokončne medije in najbolj medijsko načitano javnost, ampak tega nimamo. In zdaj, kako v 7 mesecih rešiti nekaj, kar nismo mogli rešiti več let, ali pa če začnemo pri trolih, ki so prišli na družbeno omrežje pred 14 leti, ali pa če začnemo pri upadu novinarskih standardov pred 10 leti, ne, zamujamo. Torej, veliko vlakov je že odšlo, mi pa še zmeraj tečemo in upamo, da bomo ujeli kakšnega. Zato mogoče si pričakoval zdaj neko čarobno rešitev, jaz je nimam. Mislim, jaz bi si želela, da bi se sicer mediji nasplošno bolj posvečali debunkanju, a ne, da ne bi bilo samo ena peščica teh vsebin, da bi bilo tega več. Predvsem si želim, da bi mediji okrepili svoje uredništva, novinarji svoje veščine. Veliko je bilo tle govora o izobraževanju, pri nas je izobraževanje pravzaprav del delovnega procesa in naš projekt za preverjanje verodostojnosti informacij v bistvu deluje kot inkubator za bodoče novinarje, tako da se skozi to, ko preverjajo informacije, preverjajo tudi članke, ki so jih objavili njihovi kolegi, preverjajo dezinformacijske portale, oglase, svašta, s tem se učijo kritičnega razmišljanja, kritičnega vrednotenja virov, s katerimi smo soočeni pri svojem delu, ker to je eden ključnih problemov danes v novinarstvu. In mislim, da je to ful pomembno za vse medije, ne sam za našega, ki je majhen, pa si moramo sami nekako producirati človeške vire, da lahko delamo. In želim si, da bi bil ta obrat hitrejši, torej obrat vrnitev k nekim osnovnim postulatom novinarstva. In mislim, da je tudi to eden ključnih načinov, kako pridobiti nazaj zaupanje javnosti. Ampak zdaj, če se vrnem k volitvam. Jaz pričakujem, da bo tle zelo hud boj za interpretacijo in glede na zadnje rezultate volitev na Nizozemskem in še kje, mislim, da bomo morali biti vsi skupaj zelo veliko bolj pozorni na to, od kje prihajajo informacije, kako je ta informacija nekam prišla, naj gre za informiranje, ne vem, direktno vir novinar ali pa pač povzemanje drugih virov, zakaj je prišla, kdo jo je tja dal, zakaj in itd. Skratka, vsa ta vprašanja, ki jih danes novinarji včasih ali ne želijo vprašati ali pa nimajo časa, ker jih lastniki in uredniki terajo, da izpolnijo kvote, mislim, da postajajo zelo pomembna in da brez tega rigoroznega preizpraševanja vsake informacije v času volitev bo samo še veliko slabše. Pričakujem pa že itak, da bo slabo. Ja. Optimistka, Ana. Sorry, nikoli nisem bila. Pa december prihaja, kaj treba pozitivno pogledati. Če bomo imeli decembra razpravo, bom imela ful bolj optimistično stališče. Iztočnica fina za naslednji krog, zaupanje v medije. Raziskava je bila pred dnevi objavljena od Valicon ogledalo Slovenije. Tudi na določene medije natančno, kakšno je zaupanje, mogoče na kratko zaupanje pada v medije,
vse manj ljudi spremlja sploh tradicionalne medije, kar ste že omenili. Razlogov je seveda več, absolutno tudi na strani vseh, ki se ukvarjamo z mediji. Zelo aktivna je tudi kampanja določenega dela politike proti medijem, spreminjajo se navade konzumentov medijskih vsebin. Barbara, kako povrniti zaupanje oziroma kako ta padec zaupanja v medije otežuje vaše delo? Vi ste v zadnjih letih tudi šli čez zelo naporno kampanjo. Ne vem, kaj slišijo vaši novinarji in novinarke na terenu? Ne zaupamo vam več, kaj govorite, kaj pišete. Čeprav mogoče, da STA ni tisti medij, kamor gre večina ljudi po, ampak so pa STA-jeve vsebine v 3/4 vsebin na večini spletnih medijev. Tako, ja. Ja, mogoče samo res pojasnilo. STA primarno seveda svoje vsebine zagotavlja oziroma prodaja drugim medijem, se pravi, ne dostopamo v veliki meri do končnih bralcev in uporabnikov, ampak se to dogaja prek posrednikov, se pravi teh končnih medijev. Ja, zdaj naši novinarji v glavnem slišijo, kako je zdaj pri vas. Ne, po tem obdobju, temnem obdobju za delovanje Slovenske tiskovne agencije. Mislim, mene je zaskrbel tudi podatek iz zadnjega Eurobarometra, ne, da v Sloveniji se ljudje informirajo oziroma dostopajo do novic prek družbenih omrežij oziroma da je ta kanal že na drugem mestu in da je izjemno zrastel. Ne. In tukaj se pridružujem že povedanemu strani Januške, da je ta porast družbenih omrežij kot osnovnega vira informacij tudi pred evropskimi volitvami lahko zelo zaskrbljujoč. Ne? Ker meni recimo je nekako nedoumljivo, da se nas dejansko meče vse v isti koš, da je zdaj nek twitteraš oziroma pač ustvarjalec vsebin na družbenih omrežjih enakovreden nekemu mediju, ki deluje, vsaj želimo si, a ne, po nekih profesionalnih standardih in ima recimo novinarje, ki so usposobljeni za upravljanje tega poklica in ki vedo, kako vsebine pripravljati. Ne. In to metanje oziroma načelo vsi ste enaki, ne, to je zelo škodljivo predvsem za medije, ampak tudi za celotno družbo. A ne. Ker navsezadnje jaz mislim, da je tu tudi ta beseda ne samo zaupanje, ampak tudi odgovornost. Ne. In jaz tudi mislim, da je treba izobraževati tudi bralce, uporabnike vsebin, ne? Ker ni dovolj, da samo novinarji znamo, ampak se morajo ljudje tudi nekako naučiti, kaj je verodostojen vir, komu zaupati, se naučiti te osnovne medijske pismenosti. Ne? In tukaj se mi zdi, da se tudi premalo v družbi dela. Ne? Številne države so, kaj bi rekla, predmet medijskega opismenjevanja že uvedli tudi celo v šole, a ne? Da se mlade uči. Ne? Jaz se spomnim, jaz sem bila leta 2014 na nekem izobraževanju, kjer so kolegi iz Baltskih republik oziroma državno že tedaj opozarjali na ogromen ruski vpliv dezinformacijski v njihovih državah. In že takrat smo poslušali o tem, kako pomembno je, da se že v rosnih letih otroci naučijo prepoznavati, komu zaupati, kako brati novice in se predvsem tudi informirati iz zanesljivih in kredibilnih virov, torej ne samo prek TikToka in podobnih zadev, kar pa tudi opažam pri svojih otrocih, da to počnejo. Ampak če probamo pomesti pred lastnim pragom, ne mislim kot STA, ampak novinarstvo na splošno, kaj se dela narobe? Zakaj pada zaupanje? Ja, eno je to, mislim, da čist pred lastnim pragom pometamo. Eno je to, kar smo že slišali, padec standardov v nekaterih medijih, posledično pa tudi poskusi spodkopavanja verodostojnosti medijev, a ne? Ker namreč tudi s pomočjo družbenih omrežij se spodkopava zaupanje v verodostojnost vsebin, posledično se slabi ugled medija, posledično ima lahko tudi to finančni učinek in seveda, če je medijska krajina oslabljena, so možnosti za, kako bi rekla, spraviti na agendo dezinformacije veliko večje.
In potem imaš neke vrste začaran krog, ki absolutno ne prispeva k temu, da bi se nivo ali pa penetracija dezinformacij znižala. Ne? Jaz se absolutno strinjam s tem, to je na prvem mestu, zakaj padec zaupanja. Po drugi strani pa, če se ozrem po današnjem občinstvu, ne, si predstavljam, upam, da vas zanima, o čem se pogovarjamo in da ni to za vas samo latovščina na nek način bruseljska, da tudi razumete. Predvsem zdaj tu ciljam na najmlajše goste danes. Ker se mi zdi, da moramo pa mediji, konec koncev, to je pa na drugem mestu, se mi zdi, malo se stopiti z nekega praga, z nekega piedestala gledanja zviška na vse te nove načine podajanja informacij. Jaz verjamem, da večina tukaj, ki vas je mlajši, mogoče bolj zaupate nekim vplivnežem na TikToku, na YouTubu, kot pa Slovenski tiskovni agenciji. Zdaj, morda celo še niste nikoli bili na spletni strani Slovenske tiskovne agencije. Jaz upam, da boste kdaj, ampak vseeno pa se mi zdi, da v Sloveniji, če se osredotočim, še vedno imajo neki tradicionalni mediji, ti največji, še vedno to neko informacijsko in razlagalno moč v svojih rokah in zelo, zelo zamujajo s tem, da bi nekako prišli naproti tudi tem novim tehnologijam. Naj bo to v tisku, naj bo to radio, naj bo to televizija, vsi vemo, kako se gleda na novo, kako se konzumira novice na novo. In jaz mislim, da to je tudi eden izmed teh problemov, ki enostavno se ga bomo morali začeti zavedati veliko, veliko bolj, kot pa se ga. Ne moremo ves čas gledati zviška, na te vplivneže, na te prodajalce megl, neki, ne. Enostavno bomo morali ponujati še boljše vsebine, da bomo boljši, da bomo bolj atraktivni, kot pa vsi oni. Zdi se misija nemogoče, jaz nimam tudi ne rešitve, kako se tega dejansko lotiti, ampak moramo poskusiti. Sej jaz bi sam dodala, sej mi definitivno poskušamo, ne, samo ko ti, bom rekla, prideš v polje medija, ne, kjer ti se svojo informacijo, ki je popolnoma korektno plasirana na tem mediju, naletiš na celo vrsto, bom uporabila Matjažev žargon, protiigralcev, ne, je dejansko težko na vseh frontah držati linijo, a ne, ker prav veliko rezerve pa nimaš, a ne. Anuška, kanček optimizma morda tukaj noter? Ne, ker se hotel, poleg vsega tega, kaj je bilo rečeno, hotel dodati še ta čudoviti novi svet umetne inteligence, ki bo, mislim, da se temu reče generative, se pravi, kaj je to slovenski izraz, generativna umetna inteligenca, mislim, če se zavedamo problema družbenih omrežij in efekta, ki ga imajo na oblikovanje javnega mnenja, ali se po tvoje sploh zavedamo disruptivnega potenciala umetne inteligence? Pregovorno ob kavi pa ob peru se folk ful zaveda tega. Ne vem pa, koliko se dejansko. Ampak najprej imam sam mečken replik za nazaj. Ko govoriš o atraktivnosti, meni se zdi glih to problem. Danes se mediji preveč ukvarjajo s tem, da bodo njihove vsebine atraktivne, kot s tem, kaj so njihove vsebine. In ko govorimo o prezentaciji medijskih vsebin osrednjih medijev na družbenih omrežjih, kot so TikTok in podobno, jaz sem malo vesela, da še nimamo recepta, nimajo recepta, zato ker se bojim, kaj bo tam potem objavljeno in koliko bo to dejansko prispevalo k boljši ali pa manjši obveščenosti odjemalcev teh družbenih omrežij, ne glede na to, o katerem govorimo.
Za nas je samo še to, za nas je recimo so družbena omrežja distribucijski kanal. A ne? Mi težko gremo dol z družbenih omrežij. Kar pa je za nas velik problem, in ko smo prej, tudi tukaj imamo mlade, ne, smo govorili o mladih, je ravno to. Mi smo, naši novinarji, mi imamo veliko študentov, trenutno mislim, da 6 ali 7, in jih usposabljamo, delajo zelo dobro, zelo se učijo res granularno, profesionalne standarde, ampak na koncu dobijo po glavi, jih napadajo, svinjajo. Se pravi, preden se zaposlijo v prvem mediju, preden sploh zaključijo študij, jih zelo grobo napadajo. In so soočeni s tem, da če želijo delati dobro novinarstvo, bodo mogli s tem pač nekako pohandlati. Ne? In potem vidijo tudi, da lahko delajo tudi malo slabše novinarstvo in bo isto. Tako da mislim, da imamo tle zelo velik problem v generacijah tudi, ki prihajajo. Bo Marko še kaj mogoče pol kaj dodal temu, a ne? In zdaj, če pridem pa do AI, torej do umetne inteligence, mislim, kot sem rekla, da se ljudje tega zelo dobro zavedajo, ko se malo pogovarjajo po taksiju, pa pri frizerju, pa tako, ampak da v resnici noben zares, tudi nemogoče, da vemo, ne? Ravno kar spremljamo na OpenAI borbo za Bog vedi kaj, ne? V resnici noben ne ve. Ampak je pa tako, AI je lahko tudi zelo koristen za novinarstvo. Mi že uporabljamo določene orodja, ki nam lahko pomagajo pri tem, ki bazirajo na ChatGPT-ju. Tako da za novinarstvo v tem pogledu je lahko tudi delno koristen, ker nam lahko olajša recimo obdelavo številnih dokumentov, itd., pregledovanje PDF-ov z veliko stranmi in podobno, take čist tehnične uporabne stvari. Vendar pa v splošnem seveda predstavlja v kombinaciji z vsem, kar smo danes že povedali, a ne, sam še nadgradnjo grožnje javni demokratični razpravi. In mislim, da dokler mislim, da je treba, da je tle potreben še toliko bolj multidisciplinaren pristop in da sploh se mi zdi, da bi pri nas lahko več sodelovali hekerji pa akademiki pa mi praktiki, a ne? Spet Marko bo več povedal, ko se ukvarja s tem. Saj jaz z našega recimo vidika vidim, da bi lahko, da je tle še ful prostora, no, za sodelovanje. In nimam pa spet, sorry, nobenega praktičnega nasveta drugega, kot pač karkoli pride pred vas, ljudje, dajte pogledati, od kje je prišlo, zakaj je prišlo, kdo je ta oseba. Ne vem pa, kako bo recimo povprečni državljan, državljanka ravnal, ko bo treba ločiti med umetno prikrojenimi fotografijami, videi in temi, ki jih je pač posnel nekdo, resnična oseba. Tako da, ne vem, zelo nimam spet optimističnega. Ja, saj to je tako, nekaj več, ko veš o kakšni stvari, manj imaš iluzij. Matjaž, tista raziskava, ki sem jo omenjala v Gledalu Slovenije, na tiste je bilo, ko so imeli določene medije, pravzaprav Radio Slovenija bil med njimi najvišje, tudi raziskave ene druge kažejo, da je sploh po covidu in tako porast bil zaupanja v te tradicionalne medije, kjer je ta uredniški postopek vseeno malo drugačen kot pri kakšnemu vplivnežu ali vplivnici, ne. Maja bomo praznovali 20 let članstva v EU. Od 6. do 9. junija so evropske volitve. Radio je tradicionalno tisti, ki najbolj obsežno in najkompleksnejše stvari predstavlja, dela posebne oddaje. Kaj vas najbolj skrbi? Kaj nas najbolj skrbi? Od dezinformacij do UI. Ja, mislim, če lahko še samo en follow-up na Anuško, no, ker v bistvu ja, ene volitve z umetno inteligenco so se nam ravno kar zgodile, ne, v Argentini, in tam je recimo ta, ki je zmagal, je s pomočjo umetne inteligence ustvarjal videozapise, kako se njegov protikandidat drogira, ne. Recimo risal ga je kot nekega, mislim, da socialističnega vladarja, sebe kot nekega superheroja in tako. In to so bili dejansko deepfake video in je dejansko zmagal. Ja. Se pravi, to nekako v svetu analitikov zdaj rečemo, da je to že
to so bile prve volitve z umetno inteligenco. Zdaj jaz sicer ne vem, ja, Trump, mislim, to naslednje leto, ko so ameriške volitve, spet to novo polje poskusov in vsega tistega, česar ne vemo še, da ne vemo. No? Zdaj sicer jaz ne vem, o čem se pogovarjamo pri frizerju, ker pač tja ne hodim. Ne? Ampak lahko pa rečem, da nas to zelo intrigira in če se navežem na Natašo, ja, tudi to ne. Če se navežem na Natašo, ja, nam to kar godi, no, to ogledalo. Zdaj že ves čas od COVID-a dalje, ne, ko se je nekako povečalo zaupanje v to, kar počnemo, tudi dvignila se nam je poslušanost takrat, ko je pač COVID bil, je pa res, da ste bili doma zaprti, tako da hvala, ker ste pač dali na val in na prvi. Zdaj, kar se nam dogaja je, da v bistvu mi približno vemo, kako se bomo lotili teh volitev. Zdaj, težavo imamo seveda v tem, kako se pač vas vseh dotakniti, kako pride do vas. In to je točno ta stvar, s katero se ukvarjamo. Mi bi seveda radi, mislim, mi to pač delamo na nek način s podcasti, se pravi, da neka zadeva, ki jo naredimo, potem tudi ostane na spletu, jo potem nekako spodbujamo njeno poslušanje prek raznih družbenih omrežij, Facebook, Twitter, Instagram in tako naprej. Zdaj, kako pa lahko se mi soočimo z umetno inteligenco in pa z dezinformacijami, od drugod pa jih debankamo. Mi smo pač kadrovsko in finančno šibki. In ne boste verjeli, to je podobno kot vsi mediji. Ne, ker ne bo lepo. Nas je 7, pa 6 študentov. Okay? Tako da se, sigurno imate notranje rezerve, ki se jih da doizobraziti. Mi smo na zadnjih, mislim, da evropskih volitvah delali fact check. Zadeva je kar dobro izpadla v nekaterih delih, imeli smo pač posebne oddaje, delali smo, oziroma ko so bila soočanja pred volitvami, smo šli po sledi kakšnih trditev, ampak to terja toliko časa, da tistega človeka, ki ga daš v to... Ja, mi imamo 24-urni program, ne, in mi v bistvu zelo težko si privoščimo še to, da bomo res delali tudi fact check. Mi bi ga z veseljem delali. Mi vemo, da je to stvar, ki je nujna. Za neko normalno odločanje v demokratičnih družbah morate vi, mi in vsi mi moramo vedeti, o čem sploh razmišljamo. Ne. Zdaj, če nam nekdo prodaja zakrivljene kumarice, mi moramo biti v poziciji, da rečemo, da to sploh ne obstaja. Ne. Ali pa ne vem, če nam nekdo, tako kot je bilo nedavno, ko je bila ta fascinacija, da bo WHO, se pravi Svetovna zdravstvena organizacija, prevzela nadzor nad vsem in vsakomur, če se bo zgodila nova epidemija. Mislim, to je bilo noro. To so meni ljudje, ko sem šel na tekmo od nogometa, so mi razlagali, da se bo to zgodilo. Ne. In največje moje vprašanje je bilo, odkot pa to? Ja, pa se to je dokument Evropske unije. Ja, in potem, ko pridemo mi do tega, da je to mogoče bilo neko poslansko vprašanje nekega poslanca, ki ga je poslal na komisijo in je zdaj v registru vprašanj in ima tam en footnote zraven, da je to pač nastalo v Strasbourgu ali pa Bruslju in temu rečemo, da je to zdaj neko stališče Evropske unije. To je točno to, proti čemur se mi moramo boriti. Ne. Se pravi, proti tem dezinformacijam, ampak tega je toliko, da preprosto ti ne moreš tega delati z ljudmi. Ne. In tukaj je pa spet možna varianta, ne, da gremo pač v neko uporabo pametno umetne inteligence pa podobnih sam. Tudi tam nimaš nadzora, ne. Ker če ti tega nisi naredil, pol tudi ne veš, kaj noter je. Ne. Še vsak tako dolg stavek potrebuje piko? Daj mi sam en stavek še. Pol. AI, AI, kakorkoli že, ker sem prej omenila, da je za novinarstvo koristen, pa je tako, človek pride, pa pride AI, pa spet pride človek, ki preverja to, kar je AI najdel. Tako se da. Evo, pika.
Tako, evo, kot rečeno, še tako dolg stavek potrebuje piko. Mi imamo to veliko čast in veselje danes, da imamo z nami aktivnega poslušalca, mislim, da se to tako reče. Ampak preden profesora Verčiča vprašam, kaj odpovedanega tu je bilo danes, da rečem, mislim, da je tak lep slovenski izraz, actionable, s čim se da dejansko zdaj tukaj, kaj se da uporabiti od povedanega, bi vendarle od naših mlajših sodelujočih, ker je tudi Matjaž dobro temo izpostavil, roke gor vsi, ki ste na Twitterju. Twitter, ok. Roke gor vsi, ki ste na Facebooku. Tudi stari, aha, ja. Roke gor vsi, ki ste na Instagramu. Aha, ja. TikTok. V redu, no. Niti ni, ne? Ja, evo. No, ampak evo, masovno Instagram, TikTok tudi, tako taka na hiter. Profesor Verčič, morda kakšna misel ali dve o tem, kaj so današnje grožnje medijev, ali so slovenski mediji usposobljeni za, kaj to, kontrirati, ne? Ali pa nasloviti te izzive, ne? V lepi slovenščini. In pa ali so mladi, ali so slovenski mediji tam, kjer so mladi državljani, ki so, ne, ko se temu reče, naša prihodnost in upanje. Tako da vas povabim mogoče tukaj na gor pa. Hvala. Meni se zdi pomembno, kar je bilo v tej razpravi razkrito, da ko govorimo o dezinformacijah, govorimo o blazno širokem področju. In zajema, kot je bilo spet iz tega tukaj razvidno, vse od neumnosti, ko je nekdo v državnem zboru prepričan, da mu kozmični dež onemogoča normalno glasovanje, do nekih popolnoma bolj pomembnih in bolj usodnih zadev. Zdaj, meni se zdi pomembno, da ločimo med temi neumnostmi, ki krožijo v družbi, med nekimi prikrojenimi informacijami, ki imajo nek skoraj da še legitimen prostor spopadanja različnih političnih subjektov pa tako naprej, od tega, kar bi jaz imenoval resno strateško dezinformiranje. In ko govorimo o dezinformacijah, mi v Sloveniji pravzaprav zelo malo govorimo o teh stvareh, iz zgodovinskih razlogov verjetno. Da poenostavim, to ni nič novega. Včasih se je temu reklo propaganda. In na Zahodu so s tem pač seznanjeni iz preprostega razloga, ker med hladno vojno so se pač borili proti ruski propagandi. V baltskih državah so po razpadu Sovjetske zveze bili soočeni z močnim pritiskom in spet so enostavno za to senzibilizirani. Mi nismo. To je zelo pomembno razumeti. V Sloveniji na to nismo niti najmanj senzibilizirani. Pa vam bom dal zelo preprosto zgodbo. Jaz sem bil v zadnjih 4 letih na 3 mestih, ki se z nami ukvarjajo, pa mi o njih skoraj da nič ne vemo. Bil sem na Shanghai International Studies University, ki je ena izmed 2 kitajskih univerz, ki jo je komunistična partija Kitajske izbrala za to, da razvijajo to, kar oni imenujejo javna diplomacija. Gre pa točno za to isto zgodbo v resnici. In mi si ne predstavljamo, kolikšna količina ljudi, denarja in znanja se tam ukvarja z vprašanjem komunikacijskega uveljavljanja kitajskih interesov v svetu. Zdaj, oni so tukaj, kolikor smo pač mi njim zanimivi. Pustimo zdaj to. Potem sem bil povabljen na diplomatsko akademijo ruskega zunanjega ministrstva, kjer sem spoznal med drugim enega ruskega profesorja strateškega komuniciranja, ki velja za enega izmed njihovih najpomembnejših ljudi, ki sem ga kasneje srečeval tudi v Ljubljani in ki vem, da je v Ljubljani imel delavnice na veleposlaništvu ruskem tukaj. Skratka. Za koga pa? To mi pa ni povedal. Vem pa, da je ena izmed njegovih doktorskih študentk obravnavala tudi Slovenijo na tem področju, kar pomeni
Tu smo že bližje, tu imam celo občutek, kako zadeve delujejo in za Rusijo bi se dalo celo locirati nekaj točk v Sloveniji, ki organizirano uveljavljajo ruske poglede, recimo zdaj v primeru rusko-ukrajinske vojne. Ne? In tretji primer, potem sem bil pa v Istanbulu, kjer je urad predsednika Erdogana organiziral nekaj, kar se imenuje Strateški komunikacijski forum, na katerega je prišlo nekaj 100 ljudi, domačih so pripeljali vse, morate razumeti, njegov urad za komuniciranje zaposluje nekaj 100 ljudi, že sam po sebi. Ne? To je mašinerija, ki je večja od marsičesa pri nas. In ljudi iz celega sveta, ki so se tam ukvarjali z vprašanjem, kaj danes to je, kako se to dela, oni so se pa pravzaprav tam usposabljali zato, da to za Turčijo počnejo. Kaj hočem povedati? Vsaj 3 velesile sem z mojimi lastnimi očmi, da tako rečem, ne, videl, kako se pripravljajo za to, kar počnejo pri nas. Zdaj pa, z naše strani smo pa mi popolnoma bosi. Pri nas se pa praktično nihče s tem ne ukvarja, razen obstaja ena mičkena skupinica, kolikor jaz vem, na Slovenski vojski za strateško komuniciranje, ker je NATO zahteval v bistvu in so nekaj ustanovili na zunanje ministrstvo, nekaj malega poskušajo, ampak v resnici mi teh resnih udarov zdaj v narekovajih, sploh ne zaznavamo, jih ne osvestimo več. In tukaj se mi zdi ena pomembna zadeva, ki bo mogoče kontroverzna, ampak jo mislim popolnoma resno. Medijski sistem družbe je živčni sistem družbe. Družba ve, kaj se dogaja skozi medije. Tako kot mi vemo z delovanjem našega živčnega sistema. Če mi tega živčnega sistema nimamo razvitega in zdravega, recimo rezanje dopisniške mreže je klasičen tak primer, ne? Potem to pač pomeni, da jaz nečesa ne morem zaznavati, ampak mi mora nekdo drug to povedati. Ne? In jaz to dobim iz druge roke. Ampak poanta tukaj moja je naslednja. Jaz trdim, upam si trditi, da je strateško podhranjevanje slovenskega medijskega sistema, ki je proizvedlo atrofijo, bodimo si jasni, tu ni problem, so neki problemi, niso problemi. Jaz si trdim, da je to del tudi strateškega delovanja, tudi dezinformacijskega delovanja in to velesil tujih, ki vodi v zniževanje zaupanja v medije in novinarje, ker je to njihov interes. Skratka, mi smo danes v zelo resnem položaju, v katerem bi največ, kar lahko naredimo za boj proti dezinformacijam, bil resno družbeno prespraševanje, kaj je za slovenskim medijskim sistemom in kako ga rešiti. Ker mi imamo, kot pravim, gre za atrofijo, ki bo pravzaprav na koncu povzročila še hujše težave. In to se mi zdi, bom rekel, z tega stališča problematično in v času evropskih volitev, ki prihajajo, bi bilo potrebno biti sposobni, bi morali biti sposobni tudi prepoznati in izolirati tiste informacije, ki prihajajo strateško poslane iz teh tujih centrov, ki so zainteresirani za to, da je udeležba na evropskih volitvah čim nižja, da zmagujejo stranke, ki so de facto financirane recimo iz Moskve in podobne zadeve, kar se dogaja tudi pri nas. Ampak o tem se pri nas praktično nič ne govori. To se mi zdi pomembno. Ja, tako. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Verčič. Ja, mediji kot oživčajo, sam imam pa občutek, da je kar precej živčnosti na strani medijev glede na to, kje smo in kam gremo. Seveda, bolj kot je krvna slika čista, boljše je to seveda tudi za demokracijo, za zdravje demokracije. Bi me pa zelo zanimalo slišati tudi mnenje profesorja Milosavljevića. On pa je nekdo, ki skupaj s kolegi in kolegicami izobražujete bodoče generacije novinarjev in novinark. Kaj od povedanega pa vi vidite res, da so problemi, kaj bodo, kaj vas skrbi recimo, če lahko mogoče kar.
Hvala. Hvala lepa. Ne bom to govoril z perspektive študentov, ampak dejansko z perspektive te današnje razprave. In to je, da je že zasedba na tej današnji razpravi je v bistvu zgolj zelo povedna. Mi imamo tukaj le 4 predstavnike slovenskih medijev. Prej smo pa govorili o tem, da so družbeni mediji drugi najpomembnejši vir, da so med najpomembnejšimi viri razširjanja dezinformacij, ampak vi v Sloveniji, če želite povabiti predstavnike družbenih medijev, jih pač enostavno na nek način ne morete, ker jih torej tako ali drugače v Sloveniji ni, vsaj ne ustreznih nivojev. Oni so popolnoma neodgovorni slovenski javnosti. Lahko so to ameriške korporacije, lahko so to kitajske korporacije. One za nobeno od svojih napak v Sloveniji ne odgovarjajo in večinoma ne odgovarjajo tudi za večino napak na Zahodnem Balkanu, v vzhodnji Evropi, delno v Evropi. In to je ena od glavnih težav, ki jo imamo, da imamo tukaj nekaj naših medijev, ki so finančno, kadrovsko in tako naprej izredno šibki in se poskušajo boriti z dezinformacijami, ki danes v pretežni meri nastajajo in se razširjajo prek družbenih omrežij, ki imajo za sabo milijardna finančna sredstva. In če bi kdo moral te stvari preprečevati sistematično, so to seveda ta družbena omrežja. Ta družbena omrežja tega ne počnejo, zaradi tega, ker jim te dezinformacije povečujejo enostavno prihodke. Ker ljudje, ki širijo informacije o covidu, ljudje, ki širijo informacije o čemarkoli že, njim prinašajo enostavno promet in seveda vznemirjajo druge in s tem povzročajo reakcije, to je pa za njih dobro. Facebook nima slučajno tiste slikce spodaj, emojije in že zdavnaj se je ugotovili, da najbolj zanimiv za njih so pravzaprav tiste vsebine, ki sprožajo jezo in ki sprožajo žalost. To, da ste vi veseli, je sicer njim čisto fajn, ampak ljudje so najdlje, zadržijo in največ komentirajo takrat, ko so besni ali pa ko so žalostni. In zato so njim te vsebine pridejo super, ko se ljudje razburjajo o lažnih novicah, o covidu ali o čemarkoli že drugem razpravljajo. Torej, tukaj imamo eno težavo, ki jo v resnici lahko reši samo Evropska unija. Imamo Digital Service Act, ki mora zaživeti in moramo imeti ustreznega regulatorja. Tukaj pridemo do drugega vprašanja, to je, kaj slovenska država lahko naredi. Kolega Dejan je že omenil to sistemsko podhranjenost slovenskih medijev, ki se nadaljuje. Tudi v času nove vlade se nažalost nadaljuje. Ne vem, a ste dobili, a je bilo v zadnjem letu in pol sprejet en ukrep, ki bi okrepil novinarstvo v Sloveniji ali fact-checking v Sloveniji. A imamo mi eno študijo, ki je narejena o prisotnosti tujih strateških dezinformacij v Sloveniji? Nimamo. Po mojih informacijah je NATO-va Centrala za vzhodno Evropo naročila študijo o dezinformacijah in vplivih v Sloveniji. V Sloveniji je nobena državna institucija ni naredila ali naročila. Ne o dezinformacijah iz Rusije, ne o dezinformacijah iz Kitajske ali od kje druge. Ali o dezinformacijah z Madžarske, Srbije in še kakšnih drugih zainteresiranih akterjev, ki jim je prav tako v interesu. Čim nižja udeležba na evropskih volitvah, čim večja pasivizacija, čim večja relativizacija, češ da so vsi isti in tako naprej. Ta paralele za Cambridge Analytica prihajajo seveda nenehno na dan, kako vzpodbuditi ljudi pravzaprav, da ne odidejo na volitve. In skratka, država ni na tem področju naredila nič v zadnjem času, v prejšnjem času, prejšnje mandate je v resnici aktivno ukrepala, da tako rečem, zato, da bi mediji čim bolj propadli, zato ker jih je dojemala podobno kot Donald Trump, kot neko gnilo, ne vem karkoli že, področje, ki ga je treba v resnici uničiti in se naslajati ob njegovem propadanju. Torej, ena od nastopov takratnega predsednika vlade je govoril tudi o tem, da se je z vsakim dnem treba veseliti, zaradi tega, ker so naklade slovenskih medijev vedno bolj nizke, družbeni mediji pa so vedno bolj popularni in s tem bo zaton slovenskih medijev torej povzročil konec te grozne, ne vem kakšne že, teh stricev iz ozadja in iz Murgel in iz kjerkoli že stanujejo, ne vem kje stanujejo. Mislim, da so malo bliže tem palčkom iz Estonije ali iz kjerkoli že, v smislu lokacije, da so neki namišljeni liki, ampak v redu. Nič se ni pomagalo medijem v času 3 letih covida, nasprotno, torej mi smo bili ena redkih držav v Evropski uniji, ki ni nič pomagala nobenemu mediju,
Državne institucije so zaustavile mnoge tudi oglaševalske stvari, ko bi morale pospešiti, velika državna podjetja, velika z državo povezana podjetja bi takrat morala povečati v resnici oglaševalske kampanje za vzpodbudo medijev, ki so imeli težave, niso tega storili, v tujini so bile take, recimo temu kampanje, da tako rečem, da morajo mediji prek tega, oziroma da firme morajo prek tega pravzaprav pomagati medijem, to se pri nas ni zgodilo. Imeli smo, kot ste lahko opazili, zaprtje malih trgovin, imeli smo zaprtje kioskov, imeli smo onemogočanje ostale distribucije, prepoved razširjanja časopisov in revij v kavarnah, pri frizerjih, kamor Anuška hodi, pa Matjaž ne. Skratka, vse se je naredilo, da se te mediji ne bi prišli v resnici do ljudi. In zdaj, po vseh teh 5 letih izčrpavanja, 3 letih prej, pa zdaj še v resnici leta pa pol, ko se ni nič zgodilo, ker jaz ne vem, Anuška, vem, da je dobila ravno kar eno donacijo ene tuje institucije, recimo, jaz ne vem, a imamo v Sloveniji kakšne tovrstne stvari. Podmislimo Sklad za pluralizacijo, ki deli resnično drobiž. Mi smo se pred več kot 5 leti na parlamentarnem odboru za kulturo razpravljali o tem, zakaj se ne uvede v Sloveniji tako imenovani tech tax, torej tehnološki davek, kjer bi denar od platform moral se stekati tudi v slovensko gospodarstvo in v slovenske medije. Imeli smo fake news. Pred letom pa pol v času kampanje je eden minister trdil, da je podpisal pismo o nameri z Googlom, da bo Google dal 2 milijona evrov v nek slovenski razvoj. Ne obstaja. V tistem pismu o nameri, ki so ga podpisali, nič o tem, da bo Google karkoli dal in tudi seveda ni dal. Ampak volitve so šle mimo in je bilo pač vseeno. Ampak torej ne dobimo teh sredstev, evropske države dobijo ta sredstva. Francozi so že pred leti se zmenili z platformami o denarjih za svoje medije in so po takratnih mojih izračunih bi Google, samo Google v Sloveniji takrat že moral plačevati Sloveniji približno 5 milijonov evrov na leto. Celoten sklad za medijsko pluralnost je pa 2 do 3 milijone evrov. In tega ne naredimo in potem imamo sistemsko nekako to izčrpavanje medijev, kjer urednik javnega radija reče, da oni ne morejo se iti fact-checkinga. Pa če kdo, potem bi se moral javni radio pa javna televizija iti fact-checking. Ker če je kdo relativno velika institucija v tej državi, je to javni radio in javna televizija. Ne more se to iti one-man bandi ali pa two-man bandi ali pa seven-man bandi. Ne morejo se iti. Ne morejo se oni boriti proti ruski strateški kampanji, kitajski strateški kampanji, madžarski strateški kampanji ali pa turški strateški kampanji ali pa iti proti lažnim novicam, ki so na Googlu še vedno, pa bi jih lahko zbrisali, ki so na Facebooku, pa bi lahko. In torej v luči prihajajočih evropskih volitev se nam ne obeta nič dobrega. Jaz pričakujem, da bo v bistvu eksplozija fake newsa in deepfake se zgodila in da se bo zgodila še najhujše, kar pa bo zgodilo se bo v zadnjem tednu, ko bo tudi za možnost zanikanja pravzaprav zmanjkalo časa. Ko ne boste mogli ugotoviti, da je ta posnetek v slogu Argentine v resnici deepfake, ko ne boste mogli uspeti pravočasno zanikati, da je nek dokument, za katerega nekdo trdi, da ga je podpisal ta ali oni, da je v resnici lažen, posledice bomo pa občutili potem kar nekaj časa. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Milosavljević. Spoštovani gosti, nekaj minut še imamo. Jaz vam, predvsem naše mlade goste, jaz se opravičujem vsem mladim po srcu, hvala, ker bi mogoče vendarle vas povabil ali pa vam položil na srce. Tukaj imate 4 ljudi, ki dnevno živijo, dihajo, skrbijo za to, da je slovenski medijski prostor vsaj približno kredibilen. Ja, roke gor. Kaj? Roke gor, če so vprašanja, še 2 minutki imamo. Če vas kaj zanima, prosim, vprašajte jih zdaj, ker potem jih ne bo več. Tlele imamo roka. Treba pa naprej prideti, ja. Če boste polkar ali pa sedeli, ampak evo. Lep pozdrav še z moje strani. Moje vprašanje se v bistvu navezuje na to, kar ste govorci že mogoče se malo dotaknili, pa vendarle bi vprašal, in sicer ugotavljanje odgovornosti za širjenje dezinformacij. Zdaj verjetno se strinjamo, da so volitve pač situacija, kjer mora predvsem država
in pa tudi državljani in mediji še posebej paziti, da na eni strani ne omeji pretirano svobode govora, na drugi strani pa zagotovi pravico do informiranosti na podlagi resničnih oziroma verodostojnih informacij, ker to pač predstavlja temelj za osveščeno odločitev volivcev na volitvah pod predpostavko, da se povprečen volivec informirano odloča. Zanima pa me, kakšno vlogo se vam zdi, da bi morale imeti te največje medijske hiše pri preprečevanju širjenja dezinformacij pred volitvami, ki na primer zagotavljajo platforme, prostor v oddajah in tako naprej političnim kandidatom. Torej, a ne na te medijske hiše gledamo bolj kot na posrednika, ali mogoče kot moderatorja, mogoče soodgovornega za vsebino, na primer političnega programa in verodostojnost? Najlepša hvala. Kdo bo začel? No. No, pa idemo RTV Slovenija, ker imate zakonsko obvezo vodenja pač soočenj in tako dalje. Ja, mislim, mi se nekako skušamo tako dobro, pa naši voditelji, skušamo jih in se vsi skupaj skušamo dobro pripraviti na to, kaj vse lahko prileti v tistih živih soočenjih. In načeloma smo tukaj pa na nek način lahko zagotavljamo nek fact check, v recimo temu zelo kratkem času skušamo narediti tako, da v bistvu že me dodajo samo, se pravi, mogoče traja kakšen odgovor več, ampak skušamo pač povedati, opozoriti voditelja, tole je bilo izrečeno, to ni tako, potem on postavi dodatno vprašanje, pove, da to ni tako, če lahko on pojasni, o čem je dejansko govoril, ali je to bilo načrtno zavajanje, ali je pač samo lapsus, ali pa kaj podobnega, ker ko govorimo o evropskih volitvah, velikrat pride tudi do lapsusa, zaradi tega, ker pač v Evropski uniji pač poznamo recimo veliko vrst pomagalnih programov, recimo skladov za to, pa tisto, pa tretje, pa mehanizme in tako naprej in hitro pač človek zameša. Zdaj, če je pa to načrtno, potem pa se zelo hitro pač tudi pokaže. Je pa dejstvo, ja, da pač to je naša odgovornost, tisto, kar je izrečeno, vendarle je naša odgovornost. Ne bomo danes tarči. Ampak mi smo lani delali v super volilnem letu live, torej fact-checking v živo, razprav kandidatov za državni zbor, predsednika in td. Ja, neki voditelji že odnesejo, ampak zelo veliko pride čez, zaradi tega, ker pač kandidati pridejo na soočenje in pač nekateri res, kakor se reče po domače, prbijajo svašta. In je treba jih sproti v bistvu fact-checkati. In mi to poskušamo delati z našo mini ekipo, ampak mislim, da bi morali javni mediji še posebej to okrepiti, tako kot je Marko tudi omenil. Mislim, da prostora je, vendar pa bo to zelo težko narediti do evropskih volitev, ki pa bojo po moji oceni lani, smo mi imeli največ dela med državnozborskimi volitvami, kar zadeva fact-checking med temi soočenji v živo, ampak mislim, da bojo evropske letos bolj take kot državnozborske, se bojim. Ja. Pardon, naslednje leto je. Mislim, imamo še eno vprašanje, pa mogoče, Gašper, če bi te prosil, če v naslednjem sklopu odgovoriš tamle. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz sem Slavko Valenčak, prihajam z Kozjanskega. Veste kaj, jaz kot nepolitičen bi rad povedal stvari, kak jih jaz dojemam, ko to spremljam. Jaz opazujem, da se tukaj tudi kaže ena politična stran, pa glede to, da te dezinformacije, to mogoče pomeni, da se bo počasi prepovedala demokracija. Jaz mislim, da je treba dovoliti demokracijo vsem državljanom, vsak kovanec ima dve plati in na svoji koži sem občutil, da največje dve ali pa tri dezinformacije so depolitizacija, pravna država in socialna država. Vsi mediji se zadnjih 7 dni ukvarjate z primerom zaščite živali. Noben ni vprašal, od česa kmet živi. Ali mu pokriva tista subvencija njegove stroške izgube.
Medtem ko imamo na drugi strani tako razvite kmete, ko imajo hotele za govedi z 5 zvezdicami, ko so milijonske investicije. A se lahko mi tukaj malo opredelimo? Jaz bi si želel Evropsko komisijo na svojem dvorišču, pa da se malo podebatira na to temo. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Jaz bi samo eno besedo rekla o svobodi izražanja, gospod. Vaša svoboda izražanja je omejena, ni absolutna. Zato je pač to, da poskušamo skrbeti za to, da bodo informacije v Sloveniji verodostojne, zato da se bodo vsi lahko odločali pravilno, stvar svobode izražanja. Ne, Hvala lepa. Jaz se upravičujem, moramo žal debato zaključiti, ker je potekel čas za neposredni prenos. Tako da jaz bi se zahvalila za vprašanja. Zahvalila našim gostom na okrogli mizi. Lahko debato nadaljujemo v predverju. Aljaž, ti si želel še nekaj reči? Jaz sem se hotel zahvaliti tudi vsem, ki ste prišli. Jaz vem, da vas čas preganja. Jaz upam, da ste vendarle odnesli kakšen nasvet ali dva, ali pa vsaj izkušnjo. Pa če ne prej, se vidimo naslednjič. Hvala lepa tudi obema profesorjema.